Pa lik sem hotel reči, da se je megla tako lepo razkadila, no pa sem spet v oblak zapeljal. Tudi vas mika, da bi delo od doma upravljali malo bolj kvalitetno, malo bolj v stiku z naravo. Jaz imam eno luštno rešitev, zdaj gremo pogledati eno lepo vrtno hiško, ki je v bistvu vrtna pisarna, ampak morate vstati z mano, pa upam, da nas tam pričaka že jesensko sonce. Evo nas, no tole za mano je tale pisarnica. In zdaj nekateri od vas imate že izkušnje, kaj pomeni delati od doma, kaj pomeni biti tudi po cele dneve zaprt v vašem domu, ok, z izjemo kakšnega sprehoda v popoldanskem času. In lahko vam povem, da če delo opravljate na drugi lokaciji, ste bolj učinkoviti, zato ker zamenjate okolje. In če je ta druga lokacija na vašem vrtu, pa da je majčkeno bližje naravi, si lahko ustvarite optimalne pogoje za ustvarjanje, za kreiranje in si v bistvu ustvarite okolje, ki ste ga prej imeli na svojem delovnem mestu v službi. In COVID nam je majčkeno stvari spremenil, no, ampak želim povedati, da imate svoj prostor za ustvarjanje lahko tudi doma. V bistvu tale pisarna je prostor v dimenziji, če se ne motim, približno 5x3. Res je bila zasnovana zato, da imate okolje, v katerem se lahko sprostite, pa ustvarjate, ker mora biti pisarna tudi dosti velika, da to lahko počnete. V prvi vrsti je namenjena temu, da se usedete za mizo, za računalnik, ampak zraven je pa tudi dosti prostora, recimo, da se usedete na kavč, da se majčkeno oddahnete, da majčkeno zadihate. In da to naredite, je fajn imeti tudi nekaj svetlobe, tako da tukaj so steklena vrata, še eno veliko okno je zraven zato, da svetlobe ni premalo. Pojdimo pa še od bližje zdaj to pogledati. Evo, zdaj pa šibamo proti Ljubljani na še eno lepo lokacijo. Čau! Zgodi se, da ko se vselite v novo hišo, ugotovite, da imate določene stvari, ki jih nimate kam pospraviti. Recimo kolesa, kosilnica, takšne stvari. Predvideli ste notranjost hiše, predvideli ste nadstrešje, kam boste avto parkirali. Za takšno stvar vam je pa v prvotnem načrtu zmanjkalo prostora, ampak želite zdaj imeti en tak kompromis, ki bo dobro izgledal, pa ki vam ne bo vzel preveč estetike, pa na koncu tudi prostora. In takšen primer je tukaj za mano. Se pravi, ta kubi hiška je zelo dolga, ampak je čist ozka in v bistvu zaseda tisti prostor pod napuščem, praktično pod napuščem stanovanjske hiše. In tukaj noter smo dobili, če se ne motim, enih 10 do 15 kvadratnih metrov dodatnega zaprtega prostora, kamor lahko spravite vse to in tudi ne vpliva na sam dizajn, sam izgled hiše, ker je tako bi postavljen za hišo, ujema se z materiali, ki so okrog, ujema se z barvami in na koncu izpade ful dobro, ful moderno in estetsko. Evo, sonček je posijal, megle ni več in zdaj je ta prav čas, da gremo naprej v center Ljubljane. Že prejšnjega vrta sem bil ful vesel, no, tale je pa tudi zelo lep in mi je tudi ful všeč. Tukaj pa za spremembo ni kubi hiška,
ampak je vrtna ograja iz sibirskega macesna, pa oljena v tako lepo rjavkasto barvo. In če opazite, tale ograja je ful dinamična, ker so deske različnih širin, pa stebričke prekrijemo s tako inox zaključno obrobo. In da občutek, da je ograja ful masivna. Barve se tudi ujemajo z arhitekturo hiše, ki je recimo, ne vem, stara nekje 10-15 let in je še v tem slovenskem klasičnem stilu. Piko na i pa dodati tudi tale počivalnik. Sam danes je malo mraz, da bi se tukaj sončil, pa bom raj šel kar naprej, majčkeno vam še pokazati tale vrtiček. En tak lušten, zanimiv detalj pri vhodu hiše je pa tudi tale klopca, na katero se lahko usedemo, pa čakamo, da se piknik začne. Draga družba, za danes imate dosti. Jaz grem še naprej, nadaljevanje vam pokažem čez 2 tedna in se že veselim tudi projektov, ki vam jih bom v bodoče pokazal. Zaenkrat bi se vam pa samo rad zahvalil, da ste ta vlog pogledali do konca. Zahvalil bi se tudi našim strankam, ki mi omogočajo, da pokažem vse te lepe projekte, da mi sploh dajo dovoljenje, da stopam na njihov vrt. In še enkrat hvala, spoštujem to, ocenam to in sem vesel vaše podpore.